Pozdravljeni! Pred nami so 4 dirke svetovnega prvenstva Formule 1 in po mojem mnenju odločilne 4 dirke. Poglejmo si skupaj zakaj. V hitrem zaporedju so sedaj pred nami 4 dirke pred poletnim premorom. Velika nagrada Velike Britanije, nato sledi Velika nagrada Avstrije, Velika nagrada Francije in na koncu še Velika nagrada Madžarske. Po mojem osebnem videnju se bo lahko na teh 4 dirkah dobesedno zapečatila usoda prvenstva, ukolikor pri skuderiji Ferrari ne bodo naredili nekega preobrata. Namreč na zadnjih 4 dirkah smo videli, da so dobesedno izgubili preveč točk. Sedaj bo marsikateri navdušenec in predvsem navijač skuderije Ferrari dejal, da niso imeli sreče, ampak če smo pravzaprav objektivni, v koncu prvenstva dobi oni, ki doseže največ točk. Sreča ali nesreča ne igra kakšne pomembne vloge. Če malce pogledamo, kaj se je zgodilo na zadnjih 4 dirkah. Rezultat po veliki nagradi Miamija, če pogledamo voznike, vidimo, da pri Ferrariju so lahko bili še pozitivno optimistični. 4 dirke po veliki nagradi Kanade vidimo čisto drugačno sliko. Treba je poudariti, da v 4 dirkah je Charles Leclerc, kolikor se nisem zmotil računati, zbral 22 točk. Max Verstappen 9. In že tu vidimo to gromozansko razliko, ki jo bo izjemno težko nadoknaditi. Namreč ni dovolj, da bo Charles Leclerc samo začel dosegati točke, napraviti mora razliko. Da ni zadeva samo vezana na oba voznika, na Verstappena in Leclerca, nam kaže tudi razlika med konstruktorskimi točkami. Ker vidimo, da po veliki nagradi Miamija Red Bull ni bil tako konkurenčen kot po veliki nagradi Kanade. In sedaj marsikdo izmed vas se bo začel spraševati, kaj se lahko stori. Namreč sedaj se bomo začeli ukvarjati s teorijo, ki bo se nekako dotaknila tistega, kar morajo storiti pri skuderiji Ferrari, ukolikor želijo ohraniti nek up na naslov svetovnega prvaka in seveda, koliko je to možno v realnem svetu. Če smo pravzaprav objektivni, mora Charles Leclerc v teh 4 dirkah zbrati čim večje število točk. In idealno bi bilo, da bi jih zbral 50 ali več. Je to možno? Seveda je. Verjetnost? Tu si lahko odgovori vsak. To, da bi nekako Charles Leclerc stopil v ritem, ki smo ga videli predtem pri Maxu Verstappenu, ni dovolj. Zbrati mora več točk kot njegov nasprotnik. In to pomeni, da mu mora aktivno pomagati njegov moštveni kolega. In seveda, zopet poenostavljeno, kaj to pomeni? To pomeni, da mora Carlos Sainz mlajši se uvrščati tik za Charlesom Leclercem in pred Maxom Verstappenom, tako da ga bo potisnil proti dnu lestvice. In seveda, v tej sezoni smo videli, da pri skuderiji Ferrari niso nekako dosegali tistega dominantnega rezultata dvojnih zmag. Kaj, kar pri Red Bullu je bilo bolj pogosto. Ampak menim, da tudi dvojne zmage Ferrarija lahko ne bi bile dovolj. Namreč pustimo sedaj teorijo pri strani. Pri naslednjih 4 velikih nagradah, po mojem osebnem videnju,
je več onih, ki so na strani Red Bulla, kot onih, ki favorizirajo Ferrari. Sicer gre za moje videnje, ampak Silverstone ter Red Bull Ring sta progi, ki sta lahko malce bolj pisani na kožo Red Bullu. Po drugi strani Hungaroring moral biti na strani scuderie Ferrari. Paul Ricard, recimo temu, da je ta proga, kjer se odvija velika nagrada Francije, nekje izenačena, čeprav tu bi lahko bil Red Bull v manjši prednosti, ampak ne tako očitno kot na primer v Red Bull Ringu. Treba je podariti še nekaj. V tem danem trenutku menim, da je Maxu Verstappenu bistveno bolj enostavno biti drugi ali tretji, kot Ferrariju dosegati dvojne zaporedne zmage. In tu, v tem scenariju, bi lahko scuderiji Ferrari priskočil na pomoč Mercedes. Sicer možna teorija, ampak izjemno malo verjetna. Namreč na progah, ki so malce bolj gladke, bi lahko Mercedes pokazal bistveno boljšo formo. In vkolikor bi bil malce hitrejši, naprimer od Red Bulla, bi lahko tudi George Russell ali pa Lewis Hamilton tisnil naprimer Maxa Verstappena malček bolj proti dnu, ker bi bila zopet voda na mlin scuderiji Ferrari. Ampak taka teorija je lahko dvorezen meč. Namreč Mercedes lahko dobi tisto malenkost in postane konkurenčen. Ampak v danem trenutku bi lahko bil bolj konkurenčen od Ferrarija in ne od Red Bulla. Tako, namesto da bi jim pomagal, bi jih spravil še v slabši položaj. Torej, če malce ponovimo, tu na naslednjih 4 dirkah bo bistveno Charlesa Leclerca in scuderijo Ferrari doseči najboljše možne rezultate. In seveda tu govorim o dvojnih zmagah. Imeti najboljši rezultat na prostih treningih in naprimer na kvalifikacijah enostavno ne bo dovolj. In dvojna zmaga bo nek pokazatelj, da tehnično je tudi F1 pomišljaj 75 zopet dobil tisti elan, ki smo ga videli na začetku same sezone. Po drugi strani, kot smo videli, to ne bo dovolj. Potreben bo tudi nek zunanji dejavnik. Sicer tu sam komur ne želim kakšnih tehničnih težav ali odstopov. To sem vključil tisti faktor tovarniške ekipe Mercedesa. A vseeno, videti bomo morali nek bistven napredek pri scuderiji Ferrari, katerega pogrešamo pravzaprav od hoda svetovnega prvenstva letos v Evropo in govorim o veliki nagradi Emilia Romagna. Če sedaj na teh 4 dirkah preboja ne bo, menim, da do konca sezone bo bistveno manj možnosti, bi se lahko približali Red Bullu in ga na koncu prehiteli. Ampak, kot običajno, gre za moje osebno videnje, moje razmišljanje, ki je lahko tudi napačno. Skupaj bomo videli, čez nekaj tednov, ali sem imel prav ali ne. A za danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost, ker seveda nasvidenje.